Soline in vse, kar jih obkroža, so edinstven pogled v preteklost, v čas 13. stoletja in tudi prej, ko so tu med aprilom in avgustom živeli in delali solinarji. Na način, ki ga poznamo še danes, postopki, ki jih drugod ne uporabljajo več ali so utonili v pozabo. To, kar je tukaj tudi pomembno, je, da izražajo prav zgodovinsko kontinuiteto predelave soli. V bistvu imamo različne prizore, iz srednjega veka pa tudi iz novega veka. Pripravljalni osnutek predloga, ki so ga oblikovali s Pomorskim muzejem iz Pirana, Krajinskim parkom Sečovlje, Zavodom za varstvo kulturne dediščine in številnimi drugimi, so že poslali Nacionalni komisiji za UNESCO. Na potezi je pristojno ministrstvo za kulturo. Upamo, da bo zdaj postopek čim hitrejši, pravzaprav tudi, ker imamo časovno mejo projekta, ki se bo zaključil avgusta 2015. Ko se zaključi tudi mednarodni projekt, pod streho katerega potekajo priprave. V polnem teku pa so tudi priprave na solinarski praznik. Med 25. in 27. aprilom bo Piran spet postal bazar soli in vsega, kar je nekoč bilo, tudi kulinarike. Na Tartinijevem trgu poteka tudi ta natečaj Slam Piran, kjer bo možno degustirati dobre izdelke, ki seveda vsebujejo solni cvet. Vse v znamenju avtohtonega, pristnega.